Zdaj pa najavljam doktorja Silvota Koželja. On je psiholog in psihoterapeut in pravi, da je psihologija glavni generator te krize. Silvo, izvoli. Lepo pozdravljeni, lepo, da smo se zbrali na tem izobraževalnem dogodku. Ja, veliko govora o maskah, pa o cepivih, pa o bioloških dejavnikih, pa o ukrepih, pa vendarle obstaja ena temeljna podlaga za to, da se to sploh lahko izvaja. En predpogoj. To je psihološka struktura množic. Nekaj malega bi danes povedal o tem. Če želite izvajati takšno agendo, takšen plan, vam seveda to mora nekdo kupiti. Množica, ki je na določen način formirana, strukturirana, to naredi nezavedno, temu se reče hipnoza. Obstajajo 4 temeljni pogoji, da se hipnoza množice sploh lahko zgodi. Nekaj govora je že bilo danes o tem. Prva stvar je socialna izolacija. Že pred krizo seveda. Osamljenost je dokazano največja epidemija na svetovni ravni. Življenje v mestih, odtujenost od narave, samo še poglablja to osamljenost. Pomanjkanje oziroma izguba smisla, tudi življenja. 50% ljudi ne bi šlo več v službo, če jim ne bi bilo treba, zato ker ne vidijo smisla v tej službi. Zdravje, veste, kako smo zdravjem, znanost napreduje, zdravje pa samo še navzdol. Odnosi, vsak drugi se danes loči, življenje izgublja smisel. Pojavi se prosto lebdeča anksioznost. Ne vemo, kaj je narobe, nekaj je narobe. Počutimo se anksiozne, pa ne vemo, kaj je vzrok za to. Sledi jeza, frustracija. Ne vemo kaj in zakaj, pa vendarle je tam. To so 4 predpogoji, da se lahko zgodi hipnotiziranje množic. Ustvari se zgodba, ki pokaže na ta vir, ki nas spravlja v stisko, ki nas spravlja v anksioznost in strah. Pojavi se virus in v trenutku, ko povežemo prosto lebdečo anksioznost s tem virom, v tem primeru virusom, se zmanjša vaša anksioznost. Mentalna reprezentacija, torej dojemanje tega virusa kot tistega, ki je nevaren, ki vas lahko ubije, povzroči to, da svojo anksioznost prej prosto lebdečo vežete na ta objekt. Sledi strategija za obvladovanje tega virusa. Poznamo ukrepe, ki se samo še krepijo s pomočjo medijev. Tukaj nastopi ta trenutek množične hipnoze. Zmanjša se anksioznost, pojavi se pozitivno mentalno stanje. Ljudje imajo občutek povezanosti. Poznate to narativo, skupaj bomo zmogli, solidarnost eden do drugega, 14 dni je ključnih. V občutku povezanosti, ki je temeljna potreba vsakega človeka, se išče tudi rešitev. Ukrepi temeljijo na pseudoznanstvenih argumentih. Na začetku so logični, potem pa postanejo vse bolj abstraktni, vse bolj nenavadni, vse bolj rigorozni. In seveda, to se mora dogajati. To, kar se zdaj dogaja, se mora zgoditi, da se ta hipnoza obdrži. Če bi vendarle ostali pri osnovnem ukrepu nošenja mask, bi ljudje kmalu videli, da to ne drži, da ne gre. Torej treba ukrepe poglabljati, še bolj specificirati, jih dnevno menjati, da ljudje enostavno ne morejo videti, da so nesmiselni. Pojavi se seveda ob tem diskreditacija drugače mislečih, pojavi se tudi kontrolirana opozicija, ki razbija
disonanten, drugačen glas in argumente. Ne gre več za to, kar je res. Gre za ohranjanje pozitivnega mentalnega stanja, za izogibanje anksioznosti z občutkom povezanosti v boju, v skupnem boju proti temu nevarnemu virusu. Tako oblikovana množica postane netolerantna do disonantnih, drugačnih pogledov, argumentov, prepričanj, mnenj, stališč, saj bi verjetje v to, da virus ni tako smrtonosen, ponovno vrnilo to anksioznost med njih, neznano anksioznost, negotovost, zato ne morejo opaziti absurdov, enostavno jih ne morejo, ker se s tem izogibajo neznani anksioznosti. Zato so tudi agresivni do vseh argumentov množice, katero ne moreš hipnotizirati. 30% ljudi ni dovzetnih za hipnozo, za množično hipnozo. To so tisti, ki vemo, da se nekaj dogaja in tudi spregovorimo. 30% mirno hipnotizirajo. 40% je tistih vmes, vedo, da je nekaj narobe, vendar ne upajo spregovoriti. Vedno se postavljajo na stran večje skupine. Množica, ki jo ne morete hipnotizirati, je tista, ki se v osnovi ne strinja z neko ideološko podlago, ki generira vse skupaj. V obstoječem primeru je to transhumanizem. Transhumanizem za psevdoznanstveno podlago biološkega determinizma. To so ljudje, ki vedo, da nismo samo biološka bitja, vemo, da smo socialna bitja, da smo psihološka bitja, da smo energijska bitja, da smo duhovna bitja. Enostavno ne samo, da vemo, tudi čutimo to. Teh 30% ni mogoče hipnotizirati. Problem te skupine je, da je heterogena, to pomeni, da so člani te skupine iz različnih profilov, tudi fizično ločeni po prostoru, in ta nepovezanost je problem te skupine. Seveda je tukaj vprašanje, kako dehipnotizirati, namreč samo z takimi izobraževalnimi delavnicami, samo s protesti tega ni mogoče narediti. Zberemo se ljudje, zbere se teh 30%, ki že tako ali tako ve, da to ne gre. Saj dve, težko je pravzaprav. V resnici je zelo težko to narediti, se pa da, a ne? In moramo poskusiti, kajti to bo postala potem podlaga za argumentiranje. Prva stvar, zastaviti je potrebno formatiranje že tako obstoječe hipnotizirane množice. A ne? Da ne povleče za sabo še tistih 40%. Zakaj pa mislite, da je treba cepiti vsaj 70% ljudi? Povsod in konstantno ponavljati dokaze, druge mnenje v trgovini, na pošti, v šoli, na ulici, na uradih, povsod. S tem onemogočate, da se hipnoza prime in še poglablja. V ljudeh se poraja dvom. Kaj pa, če se to ni res? Zato je vsak od nas skoraj dolžan to narediti. Povsod in ves čas. Prekiniti je treba ozek fokus na vir anksioznosti, na vir problema, to je virus. Ni res. Imamo veliko več problemov. Problem je širši. Prekiniti je treba povezavo med to mentalno reprezentacijo, da je edini virus tisti, ki je tako nevaren. Ne drži. Virus vas ne bo ubil. Imamo dokaze za to. Kaj še lahko naredimo? Dejansko je
sicer je lahko tudi etično sporno, pa vendarle smo v težki situaciji. Ljudem je treba jasno povedati, da obstaja še bolj strašljive stvari, kot je ta virus. In imamo teh dokazov povsem dovolj. Šele na to, ko se zadostijo ti pogoji, lahko predstavimo kritične argumente, druge poglede in dokaze. Če ni bil psihološke podlage, vsi ti ljudje tega enostavno ne zmorejo slišati. In druga stvar, kaj lahko naredimo, jaz mislim, da jo moramo narediti, je okrepiti formiranje, torej nehipnotizirane množice. Povečati moramo to skupino. Nujno je potrebno najti najmanjši skupni imenovalec. Preveč je razdrobljenih skupin, iniciativ in gibanj. Vse te je potrebno združiti v eno samo skupino. Na ta način pridobimo seveda težo, na ta način pridobimo tistih 40% in potem bo razmerje drugačno. Potem bo razmerje 70:30 v našo korist. Ko se povečajo resursi množice, se lahko začne povečevanje tudi delovanje te množice. Potrebujemo medije, potrebujemo jasne informacije, potrebujemo ljudi, potrebujemo čas teh ljudi, vsi smo zaposleni še z drugimi in izkoristimo to možnost hipnoze. Pokažemo jim slike, pokažemo jim številke in jih ponavljamo toliko časa, da se prime. Hvala.